Kulturna panorama. Teden je naokoli in vabim vas, da prisluhnete pregledu tedna, ki je za nami. Za glasbeno opremo v tej oddaji je poskrbela Alma Čelik. Za pravšen zvok skrbi Max Pust, pred mikrofonom pa sem Goran Tenze. Na Velenjskem festivalu poezije Lirikon Fest so podelili letošnje prejemnike nagrad. Velenjico za pesnjenje v zadnjem desetletju je prejel Milan Dekleva. Sredi tedna so Svetlani Slapšak v Ljubljani podelili Župančičevo nagrado mestne občine. V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava z naslovom Pokončna zgodovina Kopra. Eden od 6 regionalnih arhivov, celjski, letos beleži svojo 70-letnico. Mi smo jih obiskali. Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v glavnem mestu je iz korpusa 2000 državnih daril našim dosedanjim predsednikom Slovenije iz depojev na razstavi na ogled postavil izbor 200. V okviru Borštnikovega srečanja Festivala slovenskih gledališč v Mariboru, ki traja lep del tega meseca, so pripravili tudi razstavo fotografij predstav pokojnega režiserja Tomaža Pandurja. Letos mineva 10 let od njegove smrti. Festival poezije v Velenju, Lirikon Fest, je razglasil letošnje prejemnike nagrad. Pretnarjevo nagrado je prejel makedonski prevajalec in dramaturg Darko Spasov, nagrado Krilata želva za najboljši literarni potopis Andrej Blatnik, plaketo Lirikonov zlat pa poljsko-slovenski prevajalec Dušan Milan Perc. Prejemnik Velenjice, čaše nesmrtnosti, je postal Jože Štucin. Za vrhunski 10-letni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju. Novost letošnjega festivala pa predstavlja podelitev jubilejne Velenjice, čaše nesmrtnosti Opus Sumum. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja tako prvič namenjajo za ponovni vrhunski 10-letni pesniški opus. Nagrajenec je pesnik, pisatelj in dramatik Milan Dekleva. Več pa v prispevku, ki ga je pripravil Tjaž Mihelič, prebral pa ga bo Igor Velše. Poetiko Milana Dekleve so zaznamovali različni literarni tokovi, od zgodnjih avantgardnih vplivov do modernizma in postmodernizma. Leta 2014 so izšle njegove zbrane in dodane pesmi v 2 knjigah Uglaševanje molka, z izdajo, v katerih je zaokrožil vse dotedaj izdane pesniške zbirke. O tem, kako gleda na svoje ustvarjanje in morebitne spremembe v poetiki po letu 2014, je nagrajenec povedal. Tina Kozinkova je bila urednica knjig, ki ste jo omenili. Mi je takrat presenetila, ker je rekla, da pišem vedno drugače, da je presenetljivo, koliko različnih načinov pesniškega izražanja sem poskusil. Meni pa se je zdelo vedno, da sledim eni in isti poetiki, ampak še vedno se mi zdi, da je tako. Vesel sem, da se stvari ne ponavljajo, če sledim besedam Tine Kozin. Vesel sem pa seveda tudi temu, da se držim neke rdeče niti, zdi se mi, da je človek, da ga pesništvo človeka pokliče in pokliče ga s tisto skrivnostjo, ki sledi kar naprej skozi svoje pisanje in ga jasno nikoli ne more doreči, in kako žalostno bi bilo, če bi bil odgovor binaren da ali ne,
Mislim, da je poezija ena zadnjih zatočišč tega sodobnega sveta. Poseben tip sodelovanja, ki ga je izvedel v zadnjih letih, predstavlja glasbeno-poetična forma kantate Ko me ne bo, bom spet prišla do vas, kantata za osamljeni ženski glas in klavir. V njej je tematizirana mitološka zgodba o Kasandri. Dekleva izpostavlja druženje poezije z drugimi umetnostmi. Mislim, da je res tako. Posebej pa z glasbo, ki me vse življenje navdihuje in v zadnjem času sem se veliko posvetil. Poseben projekt je bil pa ta, ki ste ga omenili, za katerega je pravzaprav pa precej zaslužna Vesna Zornik. Ona me je nagovorila, rekla je, zakaj pa ne bi mi dva naredila ene kantate. In jaz sem takrat najprej malo podvomil v svoje sposobnosti, potem pa sem začel razmišljati, stvar me je začela iritirati in želel sem se uresničiti, začel sem komponirati, prišel na idejo, da bi bilo z Vesno krasno, da bi videl Vesno v vlogi Kasandre, se pravi, postaviti v spredje ženski lik in to tisti ženski lik, ki vidi, kam svet gre, hkrati pa ona torej vidi, vendar je nihče ne verjame, govori resnico, govori svojega res srca, ki vidi pred sabo temne plati tega sveta in svojo lastno smrt, vendar ravno zato bi morali ljudje prisluhniti, pa in ne. Eden ambicioznejše zastavljenih prispevkov predstavlja njegovo sodelovanje z grafikom in likovnim teoretikom Jožefom Muhovičem pri založbi Hiša poezije. V poetičnem diptihu In vsi so očarani z mesečino ter Zora in čriček se prepletata njegova poezija ter Muhovičeve grafike, ki delujejo kot interpretacije pesmi. Ja, tako je. Jaz sem še vedno srečen, da je do tega, da smo ta projekt realizirali. Najprej sem strahom vprašal kolega Jožefa Muhoviča, če bi bil za to, in ko mi je pritrdil in ko je dolgo ga nisem preganjal, tudi on je čakal, da se bo zgodila ta iskra in srečanje med mojo poezijo in njegovo likovno umetnostjo. Zgodila se je in nastal je čudovit opus. Posebej sem hvaležen tudi vsem pri Hiši poezije, ki so zaslužni, da sta tako razkošni knjigi sploh išli. Mislim, da pri veliki založbi bi mi hitro zaloputnili vrata pred nosom, tukaj pa, ker domuje poezija zares, so ta vrata ostala odprta. Dekleva razmišlja tudi o položaju poezije v današnjem svetu, ki zunaj institucionaliziranih okolij zavzema marginalen položaj. Ja, gledam zelo strahom, kajti to, kar se politično dogaja s poezijo in posebej z odnosom do kulture, se mi zdi mizerija. Preprosto rečeno, neki visoki politiki izjavljajo, kako so velika imena naše literature, umetnosti, pa tudi znanosti in izobrazbe, kako so to neki samooklicani kulturniki, ki jih pravzaprav nihče ne potrebuje. To je jasno klavrno. Nastali smo zaradi besede bomo tudi obstali, in to umetniške besede, tiste besede, ki ve, kaj je to dostojanstvo človeško, kaj je to človeška stiska in minljivost, krhkost, in ki ve, da je treba skozi jezik izražati predvsem neko sočutje, senzibiliteto do drugih ljudi. Zaradi besede smo nastali in zaradi besede bomo obstali. Ponovimo misel Milana Dekleve. Luč vzameš med dlani, zaseješ glas med stvari, kjer nikogar ni. Let vzameš med dlani, ko se stopi
vzameš med ljudi. Le občutek za daljavo se nikoli ne stopi. Le občutek za ljubezen po daljavi hrepeni. V četrtek so na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča v Ljubljani podelili Župančičeve nagrade Mestne občine Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo je prejela pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Nekaj podrobnosti je pripravila Ana Lorger. Svetlana Slapšak je klasična filologinja in antropologinja, ki je bila vse do leta 1988 znanstvena sodelavka na Inštitutu za književnost in umetnost v Beogradu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani pa je postala tudi docentka za srbsko in črnogorsko književnost. Je pomembna javna intelektualka, bila je časopisna urednica, že več let pa za časnik Večer piše kolumne ter analizira družbeno-politično dogajanje doma in v tujini. Kolumna je zame zelo pomembna kot žanr, novinarski žanr, kar pač izraža mnenje in prepričana sem, da je to izjemno pomembno prav v svetu, v katerem dobimo informacije, ne samo tiste, ki jih iščemo in ki jih želimo, ampak tisoče in tisoče informacij, ki pridejo po algoritmu in nam uničijo življenje, bi rekla, če se dovolimo voditi na ta način. Torej, kolumna pa izraža mnenje. Pred pisanjem kolumne je slovnica, med pisanjem kolumne bi morala prevladovati logika in seveda potem pa tudi retorika. Torej, to je dobra pot, da se človek, ki bere kolumno, izvleče iz te informativnega oceana smeti in da pač dobi neko mnenje, ki je, oziroma sam začne premišljati tudi morda popolnoma nasprotno tistega, kar je prebral. Vsekakor jaz kolumno doživljam dvojno, to je moje delo, moja vaja, in na drugi strani uživam v branju drugih kolumnistov, imam svoje priljubljene kolumniste, ki berem redno, in pa zelo uživam v tem branju, ker občasno prvič to so informacije, o katerih človek mora premišljevati, in drugič pa me zelo zabava valovanje razpoloženja in premišljevanja kolumnistov, tako da ja, to je zelo živahen žanr in pravim, ni mrtev, na srečo. Papirna kolumna ni mrtva, nasprotno. Svetlana Slapšak je med drugim avtorica študij, ki raziskujejo antropologijo hrane, zgodovino in rituale povezane z njo. To temo je raziskovala v knjigi Zelje in spolnost iz zgodovinske antropologije hrane ter delu Kuhinja z razgledom, eseji iz antropologije hrane. Ja, hrana je preživljanje. Od hrane živimo. To je izjemno pomembno in hrana je tista, ki je v veliki meri konstruirala družbo, kot jo poznamo, kolektiv, kot ga poznamo, ne. Prehrani se lahko vsak samostojno, ampak kolektiv je zahteval hrano, ki je rezerva, ki je razdeljena, torej delitev hrane izjemno pomembna v antropologiji in seveda potem pa priprava hrane. Torej, če hočete, vse, kar se tiče razreda, kolektiva, konstrukcije mesta oziroma države, vse je povezano s hrano, torej moramo se ukvarjati s hrano, če sploh hočemo razumeti človeško, ljudstva in seveda vsako družbeno konstrukcijo, katerokoli. Svetlana Slapšak je močna zagovornica svobode govora, pa tudi ženskih pravic. V svojih raziskavah prek ritualov in mitologij med drugim analizira tudi odnose med spoloma. Pred kratkim je pri založbi Beletrina izšlo njeno delo Hetera in filozof iz zgodovinske antropologije svobodnega para, v katerem raziskuje, kako v različnih družbenih okoliščinah nastane partnerstvo. Govorimo o tem, da je trdni patriarhat, antični trdni patriarhat in to sredi atenske demokracije, ki je model, ki ga nikoli pozneje nismo dosegli, to neposredno demokracijo, to perfektno demokracijo bi rekla, ampak je to bila demokracija brez žensk in brez suženj. Zanimalo me je, kako je patriarhat v takšni strukturi, kot je bila recimo antična atenska demokracija, antična demokracija, kako je moški prevladal svoje podzavestne potrebe
in si izmislil žensko, ki mu odgovarja. In to ni samo soproga, seveda, ki je v popolnem patriarhalnem modelu proizvaja pač otroke, zaželene otroke, in pa skrbi za osnovno ekonomijo, da ne bi slučajno pozabili, do sredi 19. stoletja vse, kar so ljudje oblekli, so v glavnem izdelali ženske in otroci. In posamezni mojstri. Torej, ženska je skrbila za obleko in za hrano. In zunaj te vloge si je patriarhalni moški, ki je premišljeval o demokraciji, filozofiji in ostalemu, seveda rabil nekaj več. In si je omislil hetero oziroma prostitutko, ki je ponujala pač ljubezen v popolnoma za moškega brezskrbni obliki. Ne? Ni skrbel za otroke, ni skrbel za nobeno drugo možnost, da bi dal ženski, ampak hetera je imela nekaj, kar mnoge ženske v družini, tako imenovane meščanke, niso imeli, in to je pismenost. Nekatere so bile pismene, avtorice, vsekakor so lahko svojimi erotičnimi privilegiji in možnostmi pač vplivale na kulturo, predvsem na kulturo, na misel in tudi na politiko občasno. Ne. Same pa niso imele socialni položaj, ampak so lahko, nekatere so dosegle veliko bogatstvo. In s tem so pač kontrolirale določene aspekte. V odnosu med hetero in filozofom avtorica vidi prvi svobodni par v evropski zgodovini, brez zakonske obveznosti, obveznosti do otrok in dediščine. Gre torej za obliko enakosti, ki je bila osnova vseh evropskih zgodb, ki temeljijo na enakosti med moškim in žensko. Ta in mnoge druge teme, ki jih Svetlana Slapšak s svojim eruditskim pisanjem in poglobljenim raziskovanjem obravnava v svojih delih, so razlogi, ki so prepričali komisijo Župančičeve nagrade. Poleg nagrade za življenjsko delo pa so Župančičevo nagrado za 2-letno ustvarjanje prejeli še umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter plesalec Jan Rozman. V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava z naslovom Pokončna zgodovina Kopra. Vzpenjanje in spuščanje po 204 stopnicah mestnega stolpa je kot premikanje po časovnem traku razvoja mesta od antike do danes. Prispevek Tjaše Lotrič. Začetki koprskega zvonika z najstarejšim še delujočim zvonom v Sloveniji naj bi segali v 12. stoletje, današnjo podobo pa je dobil sredi 17. stoletja. Odslej je mestni stolp tudi prostor nove stalne razstave z naslovom Pokončna zgodovina Kopra, ki pripoveduje zgodbo mesta, nekoč otoka, utrdbe, pristanišča, upravnega in kulturnega središča. In zdaj smo v obdobju, ko pridemo do insula. Vsaka etaža je novo poglavje v preteklosti mesta, od prvih naselbin v bronasti dobi prek antičnega, bizantinskega, beneškega, avstrijskega in italijanskega obdobja do obdobja obeh svetovnih vojn in oblikovanja sodobnega Kopra, njegovega gospodarstva, umetnosti in kulture. Priprava pregleda 2000-letne bogate zgodovine Kopra je bil velik izziv, saj ne gre za klasičen razstavni prostor, je povedala kuratorka razstave Vesna Pajič. Zasnovana je tako, da imamo na osrednjem delu, na stopnišču,
gledališču v bistvu neko hrbtenico, ki nas povelja skozi časovni trak, na katerem so nanizana poimenovanja mesta skozi stoletja oziroma tisočletja in začnemo nekako v obdobju pred našim časom in se počasi povzpnemo po časovnici navzgor do sodobnega mesta. Razstava je strukturirana v 12 poglavij, teh 12 poglavij pa počasi oziroma nekako poskuša na poljuden način ponazoriti zgodovino tega našega mesta. Kot zgodovinsko konzervatorko me zanimajo predvsem plasti, ki so gradile to mesto in kako lahko še danes razberemo tako fino načrt, pa načrt, ki ga prepoznamo v franciskejskem katastru in pa načrte recimo sodobnega mesta, da te ulice lahko še vedno beremo, pa ne samo ulice, ampak da lahko beremo še vedno te fasade, da lahko še vedno razberemo, kaj je zgodovina tega mesta v mestu samem. Z interaktivno razstavo, ki se zaključi z razgledom na današnji Koper, želi kuratorka vsakega obiskovalca spodbuditi k nadaljnjemu odkrivanju mesta. Poleg tega, da vas prisilimo, da se povzpnete po 204 stopnicah, si želimo, da obiskovalci tudi aktivno raziskujejo, da posamezne table privzdignejo, da si jih ogledajo, se pravi, da tudi sami sooblikujete eksponate in da sami v bistvu raziskujete mesto. Želim pa si, da bi v bistvu vsak obiskovalec, ki bi si ogledal to razstavo, da bi spodbudila radovednost o tem mestu in pa seveda, da bi se posamezniki napotili tudi na nadaljnja raziskovanja. V arhiv, v knjižnico, na razstavo Kontrade, pa v glasbeno šolo, pa spoznal naše medije, pa poslušal mogoče tudi Radio Koper in se zavedal, da v bistvu da je to zgodovina, ki je tukaj že nekaj časa, ampak seveda, da nas to oblikuje vsakega posameznika, ki tukaj živi in v bistvu našo družbo. Tudi mi kot meščani Kopra pogosto pozabimo iti na izlet v muzej, kjer zvemo marsikaj ali pa domoznansko knjižnico in tako. Čutimo pa to neko potrebo za vzpostavljanjem vezi s preteklostjo, ker se v bistvu potem lažje oziramo tudi v prihodnost. Pri oblikovanju tekstov so pri razstavi sodelovali tudi recenzenti zgodovinske stroke, je še dodala Vesna Pajič. Sicer pa je nova razstava večjezična v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku in je nastala v okviru čezmejnega projekta Terra Gotica Incognita, ki je namenjen ohranjanju in zaščiti kulturne dediščine ter njenemu približevanju ljudem prek turizma. Zdaj pa o zgodovinskem arhivu Celje, ki je eden od 6 regionalnih arhivov v državi. Ti so skupaj z osrednjim državnim arhivom hram narodnega spomina. Zbirajo, varujejo in urejajo gradivo, ki priča o času, v katerem je nastalo. Celjski arhiv letos praznuje 70 let. Ob jubileju pa so pripravili 2 razstavi in izdali tudi knjigo. Več pa Matija Mastnak. Projekt osebno v ospredje postavlja 1920 zaposlenih v zgodovinskem arhivu Celje. Od arhivistov in tehnikov do informatika, računovodkinje, čistilke. V knjigi so objavljeni njihovi intervjuji, na razstavi artefakti, ki jih najbolj opredeljujejo pri delu. Arhivski tehnik Milan Škalički je na ogled postavil tiskarsko mojstersko potrdilo iz leta 1857. Dodelitvi te naloge, ki sem jo dobil za restauriranje tega dokumenta, sem se usedel in sem rekel, to je eno mojstersko potrdilo in ob tem sem podoživel kot tiskar v starem celjskem podjetju Cetis Celje, podelitev tega potrdila, da sem postal tiskar. Ob tem sem še podoživel ta star proces, bom rekel, tiskarskega krsta. Je bilo res podoživljanje tistih let, ko sem končal srednjo šolo. Sem se prav usedel, sem rekel, že so isto potrjevali ta mojsterska potrdila in podoživiš, je res zanimivo.
informatik Urh Kopitar. Jaz sem si izbral en dokument, ki je v bistvu nagrada še iz časa bivše države, je pa prejemnik te nagrade bil pa moj oče, ki je bil relativno uspešen in znan atlet in tudi sam sem se ukvarjal z športom in atletiko, ker obstaja prav zbirka rodbine Kopitar, katero zbirko sem šel pregledati, katere dokumente vsebuje in ta dokument mi je hitro padel v oči. Je pa predvsem tudi zato, ker to je 70-letnica arhiva in povezava je, ker je to nagrada 7 sekretarjev. Direktor Celjskega arhiva Borut Bategel je tokrat v senci, čeprav je vodil projekt. Se mi kar zdi, da smo lepo zaobjeli zgodbo, predvsem zato, ker pač vsak od teh dokumentov, največ so dokumenti, tudi predmeti so, odpira spet neke nadaljne zgodbe in to se mi zdi je tista glavna poudarek, ko govorimo o arhivskem gradivu. Arhivsko gradivo je tisto, ki je nastalo pač v preteklosti, ampak z našo arhivsko javno službo, pa s tem, ko odkrivamo na novo te dokumente, dobivajo v sodobnem času drugo vrednost, dodatno vrednost in to je tisto, kar vedno znova pol moče razburi domišljijo ali pa pokaže neke zgodbe, ki so vezane na čisto sodobni čas. V 7 desetletjih se je v Celju nabralo za 9,5 tekočih kilometrov gradiva, na njihovih policah tako najdemo listine, načrte, zemljevide, rokopise, fotografije, razglednice, posnetke. Direktor Celjskega muzeja novejše zgodovine Tone Kregar. Kolegi iz Zgodovinskega arhiva Celje svojo inštitucijo zelo simpatično in zelo prikladno imenujejo tudi hiša pisanih spominov. In točno za to gre. Gre namreč za prostor, kjer se varuje, kjer se hrani, kjer se raziskuje pisan spomin tega prostora. In izmed vseh spominov gre verjetno za enega najverodostojnejših spominov. Gradivo, ki je hranjeno tam in ki je seveda starejše od 70 let, kolikor je star Zgodovinski arhiv Celje, na nek način priča o razvoju našega prostora, o političnem, gospodarskem, kulturnem, družbenem in nazadnje tudi družbeni dinamiki skozi desetletja in skozi stoletja. Na ta način ne priča le o preteklosti, ampak dejansko tudi o sedanjosti oziroma nam pomaga razumeti, zakaj danes nekatere stvari so takšne, kot so. Iz tega vidika je seveda Zgodovinski arhiv Celje eden osrednjih identitetnih stebrov našega prostora. Najstarejši dokument, ki ga hranijo v Celjskem arhivu, je sredine 13. stoletja, večina gradiva je iz obdobja po letu 1850, zdaj je na vrsto prišlo tudi digitalno gradivo. Direktor Celjskega arhiva Borut Bategel. Ko govorimo o elektronskem arhivu, moramo govoriti pa o celotni slovenski arhivski javni mreži. Se pravi državnem arhivu, srednjem državnem arhivu, arhivu Republike Slovenije in 6 regionalnih arhivov in mi smo del te zgodbe. Jasno, ne bo vsak regionalni arhiv imel svojega elektronskega arhiva. Tako da tukaj pravzaprav skupaj delamo na osnovi strategije in projektov, da v bistvu tudi delamo na tem postopkih, kako pravzaprav že vrednotiti elektronsko gradivo, kako ga začeti sprejemati. To je pač ena zgodba tega digitalnega arhiva, druga pa, ki je vsakdanja, je pa ta zgodba, ko na nek način uporabnikom dajemo pač uporabniške kopije, se pravi tudi ta zgodba digitalizacije fizično papirnega gradiva tudi usporedno poteka. 70. jubilej so zaznamovali tudi z razstavo Rekonstrukcija, ta je nastala v sodelovanju 26 arhivov iz 26 držav Evropske unije. Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v svojih depojih hrani več kot 2000 daril, ki so jih v času svojih mandatov prejeli nekdanji predsedniki Republike Slovenije.
V torek so v prostorih muzeja v Ljubljani odprli občasno razstavo Darila državi, za katero so avtorice Irena Ribič, Nataša Strlič in doktorica Monika Kokal-Kočevar pripravile izbor okoli 200 daril iz različnih držav sveta. Skozi razstavo se razodeva obdobje nastajanja in razvoja samostojne države, njeno vključevanje v mednarodne povezave ter odnose, ki jih je gradila s svetom in tudi z lastnimi državljani. Več pa Sanja Rejc. Razstava Darila državi preko več tematskih sklopov odpira zgodbo slovenske državnosti in diplomacije, s predstavitvijo državnega protokola in predsedniške palače pa prikaže tudi ozadje funkcije predsednika republike. Ena izmed avtoric razstave, doktorica Monika Kokal-Kočevar. Ta darila niso last tistih, ki darila dobijo, se pravi nosilcev državnih funkcij, ampak pripadajo sami državi in predstavljajo seveda nekako dediščino Republike Slovenije. Predstavljajo določen čas in prostor, v katerem so nastali in v katerem času so pridobili. So nekako tudi nek materialni izraz kontinuitete države in pravzaprav predstavljajo nekako spomin naroda, spomin države. In ko smo se v samih pripravah na razstavo pogovarjali, kaj ne pravzaprav poudarimo, smo izhajali že iz naše prve razstave, ki smo jo pripravili ob prevzemu daril nekdanjega predsednika gospoda Milana Kučana. To je bilo leta 2002. Takrat smo takoj že naslednji mesec, se pravi, to je bilo v koncu leta 2002, pripravili razstavo z naslovom Od brezove metle do srebrnega krožnika. Že tam smo nekako, že samim naslovom vključili, da so darila zelo raznolika, pa vendarle so vsa zelo pomembna in vsak na nek svoj način prispeva k širši zgodbi države. Zbirka se je tako začela s 702 predmetoma leta 2002. Leta 2022 je muzej v hrambo in upravljanje prejel še darila predsednikov dr. Janeza Drnovška in dr. Danila Tirka. Pred 2 letoma pa še nabor Boruta Pahorja. Doktorica Monika Kokal-Kočevar nadaljuje. Sama razstava sicer Darila državi pa vključuje tudi darila aktualne predsednice. Morda še par besed več o darilih, ki jih hranimo v depojih v Pivki. Te depoji so ogledni, odprti depoji in se pravzaprav lahko skoraj vsa ta darila tudi ogleda. In z veseljem vabimo vse obiskovalce, da si pogledajo predmete tudi v Pivki. Mi seveda na to razstavo nismo mogli umestiti večje število. Nekaj čez 200 predmetov je bilo umeščenih v razstavo, tudi v katalogu niso povsem isti predmeti, kot so na razstavi. S tem smo skušali tudi že prikazati ta pestrost samih zbirk. O izboru predmetov, ki so ga pripravile za razstavo, kustosinja, sicer tudi skrbnica zbirk daril predsednikov Drnovška in Tirka, Nataša Strlič. Za izbor smo se odločili po neki naravni logiki, bi jaz rekla. Tudi v bistvu darila, ki so jih prejemali predsedniki, so zelo različnih darovalcev. Na eni strani pač državnikov, kjer gre ponavadi za darila malo bolj dragocena iz bolj dragocenih predmetov, in pa drugi strani predvsem darila, ki smo jih razdelili v več sklopov tudi na sami razstavi. Tako darila recimo izobraževalnih ustanov, od vrtcev do fakulteta, darila posameznikov, ki so tudi zelo zanimiva, z zanimivimi zgodbami. Potem so bila tukaj veliko športnih daril, vedno več, da jih je. Potem seveda nismo mogli mimo daril vojske, glede na to, da je v bistvu predsednik oziroma predsednica trenutno pač vrhovni poveljnik tudi vojske. Potem so bila tukaj lokalne skupnosti, županov predvsem, potem pa seveda smo dodali tudi še darila raznih društev, zelo raznolikih, od krvodajalskih do recimo izgnancev, do društva Slovensko-hrvaškega prijateljstva
in tako naprej. Potem smo še dodali darila podjetjem, ki so tudi zelo raznolika in tudi govorijo praktično o Sloveniji, o njenih podjetjih, da tudi tistih mogoče, ki jih ni več. Ne nazadnje pa smo ta prvi sklop daril, ki so jih podarili državljani, društva in tako naprej Slovenije, zaključili z darili, ki so jih predsednikom podarili zamejci in izseljenci, ki so tudi zelo pomemben del v bistvu te razstave. Bil je en ključ, da seveda želimo predstaviti čim več držav. To je bil en ključ, drug ključ je bil seveda, da želimo v okviru tega predstav seveda darila, ki imajo zanimive zgodbe, poudarjene zgodbe. Tretji ključ seveda pa je bil tudi mogoče, bom rekla, čisto estetski, kjer seveda ne moreš mimo enega prekrasnega darila, ki mogoče nima toliko krasne zgodbe, ampak je pa res tak balzam za oči, tako da je idealen za razstavo in v bistvu tudi za obiskovalce, ker mislim, da jim bo razstava zelo všečna. Eksponati so res zelo raznoliki, od umetniških del do uporabnih predmetov, športnih dresov in otroških izdelkov. O pomenu in vrednosti daril vodja kustodiata Muzeja novejše zgodovine Irena Ribič. Je vreden ogleda tako predmet, ki ga je predsednik dobil ob obisku vrtca ali pa ene dvojezične šole recimo, kot darilo mogoče enega tujega državnika ali pa kraljeve glave. Je pa dejansko res se pa najdejo od srebrnine, stekla, kristala, res v takih zelo finih materialih. Če pa govorimo spet o tretji kategoriji, o pomenu, so pa tukaj le darila, ki so vezana na kakšne posebne dogodke, absolutno, gospodarske in politične ali pa čist medsosedske, simbolične. Darila na razstavi so tako predvsem dokumenti časa in odraz razvoja slovenske diplomacije. Razstavo, ki bo na ogled do 6. decembra, spremlja tudi katalog z izborom daril, ki jih hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. V sklopu letošnjega 61. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje je del programa namenjen tudi gledališki fotografiji oziroma segmentu gledališča, ki je občinstvu manj poznan. V tem času se drama Slovenskega narodnega gledališča Mariboru spominja izjemnega režiserja Tomaža Pandurja, ki je umrl pred 10 leti. Poklanjajo se mu za razstavo fotografij njegovih 11 predstav, ki jih je posnel mojster gledališke fotografije Angel Božec. Ob njej pa je na ogled tudi razstava del mladih arhitektov, ki delujejo kot scenografi z naslovom Na mladih svet stoji, mladi arhitekti v prostoru odrske scenografije. Ana Lovrec-Medved, ena od kuratork razstave, je več povedala v pogovoru, ki ga je pripravila Aleksandra Saška Gruden. Ana Lovrec-Medved, razstava z naslovom Na mladih svet stoji, mladi arhitekti v prostoru odrske scenografije, predstavlja nevidno plat tehničnih oziroma scenografskih rešitev, kakor jih vidijo in razvijajo arhitekti mlajše generacije, ki delujejo na področju gledališke scenografije. Kako je prišlo do same razstave in kako je bil narejen ta izbor avtorjev? Razstava je druga v seriji sklopa Na mladih svet stoji, ki ga dela Galerija Desa, in v bistvu smo kuratorke in tudi ekipa Galerije Desa opazili, da je to področje scenografije precej zapostavljeno, ampak da pravzaprav je zelo veliko arhitektov, ki se s tem področjem ukvarja. In se nam je zdela to zanimiva tema. Izbor pa je v bistvu nastal, kot naslov razstave pove, Na mladih svet stoji, torej da so to mladi arhitekti, potem pa smo
kuratorke izbirale med mladimi arhitekti, ki se večinsko še ukvarjajo s scenografijo, ker kar nekaj jih je, ki so se mogoče tekom študija s tem ukvarjali, ali pa so mogoče naredili 1-2 predstavi, zdaj pa se v bistvu s tem ne ukvarjajo. Tako da v bistvu je bil kar težaven proces zbrati tako malo arhitektov, ker se v bistvu kar nekaj jih ukvarja s scenografijo, ampak ja, ti še nekako delujejo in potem so bila poslana vabila, pa se mogoče kdo ni odzval, tako da je v bistvu pol nekako tudi naravno ta izbor nastal. Razstava prikazuje dela 11 mladih avtorjev, arhitektov in scenografov in s tem razkriva tudi različne pristope k razumevanju prostora, njegove materialnosti. V čem so si ti pristopi podobni oziroma v čem se razlikujejo, če se razlikujejo? Mislim, da je tu zanimivo izpostaviti to primerjavo s scenografi, ki niso arhitekti, ker predvsem se v bistvu pristopi teh mladih arhitektov nekoliko razlikujejo mogoče od kakšnega drugega scenografa, ki ni sam po sebi arhitekt. Predvsem v nekem razumevanju prostora, pa ne da scenograf, ki ni arhitekt, prostora ne razume, ampak samo z nekim drugim koncipiranjem prostora, ki ga v bistvu mi kot arhitekti dobimo tekom faksa in ga gledamo v bistveno drugačnem merilu, kot je scenografsko merilo. In se mi zdi, da tudi arhitekti pristopajo nekoliko bolj tehnično mogoče kot kak drug scenograf ali pa zelo različno, no? Ker v bistvu se dejansko tudi teh 11 scenografov precej razlikuje. Recimo en primer, Matic Kselman se recimo zelo ukvarja z site-specific gledališčem, torej z scenografijo, ki je prilagojena na neko okolje, mogoče na nek zunanji prostor, mogoče na neko zapuščeno stavbo, kakorkoli. Potem se mogoče kdo drug zelo ukvarja z nekimi videoprojekcijami, z neko vzpostavitvijo prostora skozi neke manjše elemente, medtem ko recimo se spet jih par ukvarja zelo celostno s prostorom. Tako da v bistvu so zelo različni principi, ampak tudi v njihovih odzivih, ko smo se z njimi pogovarjali znotraj intervjujev, ki so tudi del razstave, vsi govorijo, da je zelo odvisno od nekih financ in časovnih omejitev, ki jih imajo, in da smo v bistvu družno tekom inkuriranja in potem pogovora s temi scenografi ugotovili, da te omejitve kažejo potem ta končen rezultat, ki ga gledalec vidi na odru. Bi lahko rekli, da se morda te scenografije, njihovo delo razlikuje od starejših kolegov ali pa zopet igra tukaj pomembno vlogo prav to, kar ste zdaj omenili? Ja, mislim, da so te omejitve mogoče pomemben faktor, da je mogoče starejšim kolegom bilo malo lažje v smislu financ ali pa naklonjenosti nekih idej in da so v bistvu imeli možnost delati bistveno večje, bistveno bolj razkošne scenografije. Medtem ko smo videli tudi na teh predstavah, ki so razstavljene na tej razstavi, v bistvu, da je zelo veliko pristopov neke ponovne uporabe, v bistvu nekih sposojenih elementov. Recimo scenografka Maruša Mali je več predstav naredila tako, da so v bistvu tudi ta predstava Shopping and Fucking, ki je predstavljena, recimo je narejena popolnoma iz elementov, ki so kupljeni na Facebook marketu ali pa dobljeni preko socialnih medijev, ker je bil budžet praktično neobstoječ. In je zelo zanimivo, ker v bistvu se ti mladi se mi zdi, da so hkrati znotraj teh omejitev bistveno bolj pogumni, si znotraj omejitev ne dajo omejitev in probajo izkoristiti vse, kar se da in na nek tak odštekan način mogoče neke stvari predstaviti, ne toliko dejansko, ampak mogoče tudi z nekimi prenesenimi pomeni ali pa z nekimi elementi, ki mogoče posredno kažejo neko vsebino. Izobraževanje scenografov je bilo pri nas nekoč zelo omejeno oziroma ga praktično ni bilo. Kako je danes s tem? Ja, to je v bistvu ena izjemno pomembna tema te razstave. Naša sokuratorka, profesor magister Jasna Vasl, ki uči scenografijo na AGRFT v Ljubljani, je ves čas izpostavljala to problematiko, predvsem z vidika arhitekture. Scenografija je zdaj samostojno izobraževanje na AGRFT-ju, kar je super, ampak če se kot arhitekt odločiš za scenografijo, je pa v bistvu zelo, zelo omejeno.
Če si študent Mariborske fakultete, ti je to omogočeno, ker je program 3+2 in lahko greš na magistrski študij na AGRFT, medtem ko v Ljubljani, kjer je enoviti magistrski študij, si tega ne moreš privoščiti, oziroma je pač plačljivo kot dodatni magisterij. In to se kaže v teh delih, kjer so ti arhitekti se izjemno veliko sami naučili. In so scenografije mogoče nekoliko drugačne zaradi tega, ker je veliko, ni tega institucionalnega pristopa, ampak v bistvu zelo veliko eksperimentiranja in neke druge vizije, kot mogoče bi bilo, če scenograf ves čas že na izobraževanju za scenografa. V sklopu razstave Na mladih svet stoji, mladi arhitekti v prostoru odrske scenografije, bo v ponedeljek 15. junija ob 18:30 v preddverju Kazinske dvorane SNG Maribor potekal pogovorni večer s povabljenimi scenografi. Tokratno kulturno panoramo smo pripravili Tjaž Mihelič, Ana Lorgar, Tjaša Lotrič, Matija Masnak, Sanja Rejc in Aleksandra Saška Gruden. Za glasbeno opremo je poskrbela Alma Čelik, za zvok pa Max Pust. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokelj, oddajo pa sem pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalu po predvajanju je posnetek na voljo v RTV-ovskih internetnih arhivih, tudi v podcastih.